Pozdravljeni. Incident med Maxom Verstappenom ter Landom Norrisom na izhodu iz boksov je bil eden izmed ključnih trenutkov na veliki nagradi Japonske. Danes si bomo v malce bolj poglobljeni analizi pogledali, ali je bilo vse legalno in kaj se je pravzaprav zgodilo. Verjetno se bo večina izmed nas navdušencev strinjala, da je bil ključni trenutek velike nagrade Japonske v letošnji sezoni tisti dvoboj med Landom Norrisom in Maxom Verstappenom na izhodu iz boksov, ko sta bila bok ob boku in ko je Lando Norris zapeljal na trato in tako izgubil, pa recimo temu, edino pravo možnost, da bi potem lahko se spoprijel z Maxom Verstappenom v boju za prvo mesto. Ampak ostaja odprtih kar nekaj vprašanj. Najprej, ali je bilo vse v skladu s pravilnikom. Namreč ne smemo pozabiti na eno dejstvo. Max Verstappen ima dovolj kazenskih točk, da bi bil lahko pri naslednji napaki izključen. Ampak v tem primeru nismo videli niti preiskave. In zato bi se lahko marsikdo začel spraševati, ali je bilo res vse regularno ali pa so komu pogledali malce skozi prste. Verjamem, da mnogi navdušenci menijo, da v Formuli 1 se kazni mnogokrat delijo celo malce pavšalno. A kot bomo videli v nadaljevanju, v tem primeru, čeprav izgleda čudno, je bilo vse absolutno skladno. A najprej se moramo vrniti kot ponavadi korak nazaj in obnoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Namreč jasno nam je, da so bili postanki malce pred tistim, kar so v ekipah načrtovali. Val postankov je začel George Russell v 19. krogu, kar pa ni sprožilo alarmnih zvoncev. George Russell ni bil med pretendenti za tista najvišja mesta na samem koncu dirke. Ampak panika se je začela po menjavi Oskarja Piastrija, krog kasneje, torej v 20. krogu. Piastri bi lahko z uporabo taktike undercuta prišel na primer mimo Landa Norrisa ali pa celo pred Maxa Verstappena. In zato je bilo potrebno ukrepati. V 21. krogu so se tako ustavili Max Verstappen, Lando Norris in ne smemo pozabiti tudi Charles Leclerc. In treba je poudariti nekaj, pred samim postankom na progi je imel Max Verstappen že manjšo prednost, sekundo in pol. A videli smo, da sta bila po končani menjavi dvobojevalca bok ob bok, kako to, saj so običajno pri Red Bullu eni izmed najhitrejših. Odgovor na to vprašanje nam je podal sam Christian Horner. Dejal je, da dva izjemno pomembna mehanika nista bila prisotna na dirki. Gre za dvojčka in imela sta izjemno pomemben razlog, zakaj ju ni bilo tam. Njun oče je zbolel in zaradi tega sta raje izpustila dirko ter se vrnila domov v Veliko Britanijo. In zato pri Red Bullu so bili rahlo počasnejši kot pri McLarenu. In Max Verstappen je izgubil približno sekundo in pol prednosti, ki jo je imel pred tem. A na to, seveda, imel je malce prednosti, bil je že na pit-laneu in Lando Norris je vozil dobesedno ob njem. In na koncu, kot vemo, zapeljal celo na trato. Mislil je,
vsaj tako je trdil po radijski zvezi, da ga je Max izrinil. Ampak tu ne bomo izgubljali časa s tem, da bi dokazovali, kako je Norris sam zapeljal tja na tisto travnato površino in ga ni Max dobesedno se niti dotaknil. A ostaja odprto vprašanje, je šlo tu mogoče za nevarno izpuščanje voznika nazaj na fast lane po menjavi ali ne. Najprej je treba pogledati pravilnik. Namreč mi, navdušenci, imamo lahko svoje lastno mnenje, ampak v resnici šteje tisto, kar določajo pravila, ne ono, kar si mislimo mi. In če pogledamo, kaj piše športni kodeks FIE v dodatku L, poglavju 4, 5. členu B, bomo lahko prebrali, da pravzaprav v tej epizodi se ni zgodilo nič napačnega. Namreč po opravljenem postanku se mora voznik čim prej vrniti v fast lane, ampak na varen način, brez da bi koga ogrožal. V fast laneu je prepovedano prehitevati, razen v izjemnih primerih. Če ima, na primer, nekdo okvaro ali pa, da se bomo bolje razumeli, vozniku spredaj, mehaniki niso pritrdili kolesa do konca in je zato počasnejši. Ampak v tem primeru tega ni bilo. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je Lando Norris vztrajal. Je mogoče ogrožal druge nastopajoče s tem, ko je vozil po tistem delu proge v samih boksih, ki so rezervirane za menjavo? V resnici ne, kajti McLaren je izbral zadnje garaže, torej pred njimi na Japonskem ni bilo nikogar. Če bi bili tam na začetku, bi bila zgodba lahko drugačna. Ampak ta njegova vožnja ob Maxu dobesedno ni kršila nobenega člena, ki ga poznamo v mednarodnem kodeksu. In tu seveda ne smemo pozabiti, da obstaja v istem členu še točka F. Namreč točka F je tista, ki nekako določa tudi to nevarno vračanje, ampak Max Verstappen v resnici je bil malce pred Landom Norrisom, torej Norris ga v nobenem primeru ni ogrožal. In sedaj, če se vrnemo na veliko nagrado Kitajske, se morda spomnite incidenta med Isakom Hadjarjem ter Maxom Verstappenom, ko so Hadjarja spustili pred Verstappena, kateri je moral zvirati in se izmikati. Tudi po športnem pravilniku Formule 1 je to nevarno vračanje v fast lane in ekipa Racing Bull je bila zaradi tega upravičeno kaznovana z 5000 evri kazni. Ampak v tem primeru nismo videli, da bi Max Verstappen manevriral ali pa spustil stopalko za plin. Torej, lahko rečemo, da ni bilo nobene kršitve. A zanimivo je nekaj drugega, da ni bilo nobene kršitve, ker Lando Norris ni prehitel Maxa Verstappena, ukolikor mu bi uspelo kaj takega. No ja, takrat bi morali komisarji ukrepati. In torej, njegov manever bi lahko dejali, da je bil čisto brezvezen. In govorili smo o tem, da je bil Max Verstappen tisti, ki je imel pred menjavo približno sekundo in pol prednosti. Videli smo na lastne oči, da po menjavi sta bila oba skupaj. Ampak na to je Lando Norris zapeljal na trato in tam izgubil še nekaj desetink. Po končanem manevru smo lahko videli, da je bil Lando Norris za Maxom Verstappenom za celi 2 sekundi. Tu se lahko začnemo upravičeno spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi Lando Norris
malce spustil stopalko za plin, zapeljal za Maxa Verstappena in seveda po tisti vhodni stezi prišel na progo tik za njegovo izpušno cevjo. Imel bi pomoč sistema DRS in seveda po tistem izhodnem krogu tudi dovolj ogrete pnevmatike, da bi lahko napadel. Te bi bile sveže, nov set kot pri Maxu, ampak z DRS-om bi šlo. In torej priča smo paradoksalni situaciji, ker je Lando Norris skušal napraviti manever, ki bi ga pripeljal do kazni, ukolikor bi bil uspešen, ampak ker ni bil, je zadeva seveda šla mimo. In po drugi strani, ker je vztrajal, je napravil napako, ki ga je stala praktično edine možnosti, da bi se lahko spopadel z zmago. Torej, vidimo zopet dokaz, kako Lando Norris marsikdaj zapravi situacijo, ki bi bila potencialno zmagovalna, enostavno zato, ker je trmoglav in ker gre z glavo skozi zid, tam, kjer nima nobenih možnosti. In tudi to ga zna stati zmag, ter mogoče tudi naslova. A o tem, kako se bodo zadeve odvijale, bomo seveda videli malce več v prihodnje. Kar se tiče pa te, po mojem, zanimive epizode, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.